Produkt slovenskega znanja VFoil 18 Albatros, kaj je posebnost vašega plovila? Posebnost VFoil Albatrosa je ta, se pravi, je njegova oblika, aerodinamična oblika. Posebnost so postavitev foilov in pa sam dizajn. Se smo se lotili vsakega najmanjšega detajla, tako da daje nek občutek, ko ga vidimo, neke pravličnosti. Človek niti ne ve točno, ali gre za avion ali gre za čoln. Temelji pa vse na retro dizajnu in pa temelji na, se pravi, dvokrilcih iz druge svetovne vojne. Bistvo tega plovila je pa v konceptu postavitve hidrofoilov. Gre za prvo tovrstno postavitev hidrofoilov na svetu in zato je zaslužen Tomaž Zore, ki je idejni oče te postavitve, ki jo je poimenoval tudi dvojni V-foil, se pravi V-foil. Naš cilj je v naslednjih letih postavitev svetovnega rekorda v hitrostnem jadranju, se pravi premagati francosko jadrnico Hydropter, sponzorji in pa z donatorji. Drug velik cilj je pa, da naredimo 12 Albatrosov. Dejali ste retro dizajn, vseeno pa so uporabljeni najsodobnejši materiali. Iz česa je dejansko narejeno to plovilo? Plovilo je narejeno iz 970 metrov letvic smreke, ki smo jih zelo strokovno obdelali. So karbonski foili, uporablja se sodobne inštrumente, vsi ostali materiali sodobni. Pri motorni verziji bo sodoben letalski motor, možna je seveda tudi jadrnica. Naslednji korak je izdelava 12 nadgrajenih prototipov VFoil 18 Albatros Zero in za teh 12 Albatrosov iščemo 12 vizionarjev, 12 partnerjev, 12 mentorjev, ki bi za vložek v začetek proizvodnje VFoil plovil dobili v zameno prototip VFoil 18 Albatros Zero. Pomembno je pa to, da ne bi bili samo vlagatelji, ampak na nek način tudi naši mentori in pa predvsem pa, ko bi dobili Albatrosa, bi postali tudi na nek način ambasadori Albatrosa in pa VFoil plovil, ter pa tudi na nek način svojevrsten marketing bi bil. Bilo bi teh Albatrosov samo 12 na svetu, kar pomeni, da bi se jim tudi tržna vrednost na nek način dvignila. Kje je plovilo izdelano, tudi pri nas? Plovilo je v celoti izdelano pri nas v malo večji garaži. Sodelovalo je kar nekaj podjetij, se pravi manjših obrtnikov. Veliko prostovoljnega časa so tudi oni namenili pa dela. Od same ideje, ko je ideja prvič dozorela v Tomažu, da bi rad združil nebo in pa vodo oziroma morje, oziroma od ideje, ko je Tomaž želel približati letalcem, se pravi nautiko in pa jadralcem nebo, je minilo svojih 90 let do tega, kar je danes pred nami. Ampak glede na to, da je bilo vse to v prostem času izdelano, da smo vsi, ki smo v ekipi, danes vzeli dopust, da smo tukaj, da Tomaž, ki je idejni oče tega projekta, dela danes in ne more biti tukaj z nami, se mi zdi, da tudi ta doba ni predolga.